Tim Gajser nepremagljiv na zadnji dirki sezone svetovnega prvenstva v motokrosu. Na veliki nagradi Velike Britanije zasenčil tudi novega prvaka razreda MXGP Jorgeja Prada. Na otoku dirkala še Jan Pancar in Jaka Peklaj. Brez odločilnih obračunov na blatni progi v Orehovi vasi, slabe vremenske razmere odplaknile zadnjo dirko državnega prvenstva v motokrosu. Na razmočeni stezi AMZS Karting in Motošport centra v Sloveniji vasi okronali državne prvake v kartingu. Slovenska motokrosistična reprezentanca razkrila realistične cilje pred odhodom na Pokal narodov, ki ga bo v oktobru gostil francoski Ern. Slovenske drese bodo nosili Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si. Sezona svetovnega prvenstva v motokrosu je končana. Tim Gajser pa jo je zaključil v šampionskem slogu zmago na veliki nagradi Velike Britanije. Petkratni svetovni prvak je zaradi poškodbe prisilno izpustil več kot pol tekmovalnega leta in sezono končal perfektno. Kvalifikacijsko dirko je odpeljal z odliko in končal na 3. mestu, s tem pa nakazal, da ima na nedeljskih 2 vožnjah v mislih le en cilj – ponoviti skupno zmago iz sezone 2022. Prva vožnja na progi Matterley Basin se je začela udarno z veliko gnečo v prvem zavoju, toda Makovčan se je spretno izognil tekmecem. Nekaj časa je vozil na 3. mestu, po padcu Jorgeja Prada pridobil mesto, nato pa ekspresno hitro opravil še z Glennom Koldenhofom in tekmece pustil daleč za seboj. Tudi v drugi vožnji je bila podobna zgodba. Gajser je štartal dobro, po nekaj minutah dirkaške akcije je že prevzel vodstvo, ki ga do konca dirke ni več izpustil iz rok. Skupna zmaga za slovo od sezone 2023 na veliki nagradi Velike Britanije je bila njegova. Danes sem se počutil res vrhunsko, obe vožnji, solidni štarti, dobre vožnje. Sem zelo zadovoljen, zaključiti sezono z 1-1 je res dobra popotnica za off-sezono in pa tudi za naslednje leto. Po povratku po poškodbi, vrnil se je na dirki na Češkem in odpeljal 8 dirk svetovnega prvenstva in 2-krat zmagal. Glede na zahtevno sezono je rezultatski izkupiček za motokrosističnega šampiona več kot zadovoljen. Rad bi se zahvalil celotni ekipi, bila je težka sezona za nami, ampak sem vesel, da smo zdaj proti koncu stopnjevali ritem in zmagali zadnji Grand Prix, tako da hvala vsem. Na otoku je sezono zaključil tudi Jan Pancar, ki je nastopal v razredu MX2. Tudi njemu v letu 2023 ni bilo poslano z rožicami, saj se je moral soočati z obilico smole in dirkaške nesreče. Pancar je prvo vožnjo končal pod svojimi pričakovanji, na 15. mestu. V drugo je popravil vtis in bil 4 mesta boljši, kar mu je prineslo uvrstitev na 12. mesto. Ta rezultat je pomenil, da je v točkovanju svetovnega prvenstva zaključil kot 11. Na koncu skupno 11. mesto v MX2 svetovnem prvenstvu. Najboljši privatni voznik, kar nekajkrat sem prehitel tudi tovarniške voznike. Tako da sem zadovoljen za sezono. Sigurno, če bi šlo vse po planu in brez teh malih poškodb in okvar z motorji, bi mogoče bil še rezultat malenkost boljši. V Veliki Britaniji se je v razredu EMX 250 preizkusil tudi mladi 16-letni Jaka Peklaj, ki pa je svoje preizkušnje končal na 33. mestu. Za nameček se je v padcu še poškodoval. Odločilna dirka državnega prvenstva v motokrosu bi morala potekati v Orehovi vasi, toda tekmovalcem in organizatorjem je zagodlo slabo vreme. Silovito deževje je razmočilo progo, ki zaradi obilice blata ni bila prevozna. Na žalost dirkačev je moralo vodstvo dirke, ki ni imelo na voljo nadomestnega termina, dirko odpovedati. Žal je res žirija danes morala sprejeti odločitev, da dirke ne bo. Kot ste videli, je na progi ogromno blata, tudi ta jutranji dež
ki je, bi rekel, vse skupaj še bolj zaostril, seveda je naredil svoje, tako da je proga postala neprevozna in seveda ogrožena varnost in tudi regularnost same dirke. Odpoved 7. letošnje dirke je pomenilo, da so državni prvaki postali tisti vozniki, ki so zbrali največ točk po odpeljanih preizkušnji v Šentvidu. V razredu MX65 se je naslova prvaka veselil Alex Novak, v kategoriji MX85 je bil zgolj za 2 točki od Vala Slavca boljši Jaka Mervič. V 125-kubičnem razredu je naslov državnega prvaka ubranil Žan Oven. Gal Hauptmann je bil najboljši v konkurenci MX2, v kategoriji Open pa se je državne zvezdice veselil Miha Bubnič. Med veterani sta naslova prvaka potrdila Simon Laurin, kategorijo višje pa Bogomir Gajser. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V AMZS karting in motošportnem centru v Sloveniji vasi je bila na sporedu 4. in hkrati zadnja dirka državnega prvenstva v kartingu. Tekmovanje je potekalo pod okriljem članov AMD Ptuj, vozniki pa so na najdaljši karting pisti v Sloveniji, dolgi kar 1005 metrov, dirkali v zahtevnih pogojih, saj preizkušnjo popestril dež in povsem razmočena steza. Tekmovalci so kljub slabi vidljivosti na stezi odpeljali po 3 vožnje v vsakem razredu, dan so otvorili dirkači v najšibkejšem razredu Rotax Micro Max. Zmage se je v Sloveniji vasi veselil Timon Grkić, z drugim mestom pa je naslov prvaka potrdil Filip Ferk-Žerak. V zadnji dirki ni šlo najboljše, sicer najboljši rezultat, ampak super je bila dirka. V kategoriji Rotax Mini Max je naziva državnega prvaka razveselil Maj Rakuša, ki je zmagal na vseh 4 dirkah državnega prvenstva. Čeprav je na trenutke dež neusmiljeno padal na njihove vizirje, so prikazali vrhunske vožnje z veliko mero poguma. Super se počutim, zato ker sem fejs delal, pa fejs sem mogel se truditi. Pri mladincih v kategoriji Rotax Max Junior je bilo v vseh preizkušnjah napeto do ciljne črte. Vseh 8 slovenskih dirkačev pa je vnovič upravičilo pričakovanja številnih navijačev, ki so se kljub slabemu vremenu zbrali v Sloveniji vasi. Državni prvak razreda Rotax Max Junior je po diskvalifikaciji Jureta Levarja v drugi vožnji postal Aljaž Vidmar. Napetih in atraktivnih obračunov ni manjkalo niti v razredu Rotax Max Senior, kjer si je konkurenco podredil novinec v tej kategoriji Nik Trobec. Lanski prvak v Rotax Max Junior je dokazal, da je bil prestop v višjo kategorijo zadetek v polno. Dokaz za to pa je, da je bil najboljši na vseh 4 dirkah. Počutim se v redi, ko sem bil prvi v državnem prvenstvu zdaj 5krat zapored in tudi sem dobil, zdaj bi mogel dobiti tiket za Grand Final, za svetovno prvenstvo. Ponovno najboljši in zaenkrat nepremagljivi voznik v razredu DD2 je bil Xen Deruve. Belgijec je z novo zmago upravičil status favorita in slove serijskega zmagovalca, saj še 5. zapored postal državni prvak v tej dirkaški konkurenci. It was a great season, great team effort. I mean, everybody's putting a lot of work in, so it's not just me. V zadnji 6. kategoriji, v kateri se dirkači potegujejo za naslove državnega prvaka Slovenije, KZ2, ni manjkalo dirkaške akcije in napetih dvobojev. Na koncu se je zmage in tudi naslova državnega prvaka veselil Dimitrij Mlakar. Zadovoljen sem, ker je bila tudi sezona skoraj popolna, edino na prvi dirki malo težav, ampak dobro. Poleg bojev za točke državnega prvenstva je dirka v Sloveniji vasi štela tudi za točkovanje Fiat CES, centralnoevropske cone, pokalnega prvenstva Sport Stil in Avstrije. Skupaj je nastopilo več kot 100 tekmovalcev iz Slovenije in tujine. Kljub zahtevnim vremenskim razmeram so člani AMD Ptuj dirko izpeljali tako, kot se šika. Dirkačev smo imeli po dolgem času kar dost, to se pravi, smo imeli 104 voznike, dirkače, ki seveda se vsak po svoje trudu in se mogel prilagoditi vremenskim razmeram, ki so bile dane na terenu ob tistem momentu, ko je on bil na pisti.
To je sveta slovenska motokrosistična trojica. Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič. Dirkači, ki jim je selektor reprezentance Sašo Kragelj zaupal, da bodo na pokalu narodov branili slovenske barve. Vesel sem, da lahko v letošnjem letu vodim najboljšo reprezentanco vseh časov, kajti po dolgih letih nam je uspelo pobrati skupaj vse, kar v Sloveniji najboljšega imamo. Med 6. in 8. oktobrom bo francoski Ern gostil pokal narodov, ki v svetu motokrosa velja za neuradne olimpijske igre. Cilji so preprosti, vendar jasni, po besedah selektorja uresničljivi. Za slovensko motokrosistično reprezentanco je že prvi skupni trening, ki so ga opravili po novinarski konferenci na progi Tiga 243 Land. Mislim, da na takih tekmah ne moreš nič od tega odpisati. Vse je mogoče. Bom rekel, da smo neka elita v motokrosu, saj imamo res kar nekaj svetovnih prvakov. Jaz mislim, da čisto realistično je, da bi se borili tam za top 10. Če pa bo kaj više, pa je to samo plus bonus. Sašo Kragelj ima sladke skrbi, saj bo v ogenj poslal trenutno 3 najboljše slovenske motokrosiste. Tima Gajserja, 5-kratnega svetovnega prvaka, ki je po poškodbi v letošnji sezoni zmagal 2 dirki razreda MXGP. Jana Pancarja, najboljšega netovarniškega voznika v razredu MX2 in Miho Bubniča, novega državnega prvaka v razredu MX Open. Mislim, da so vsi trije fantje dobro pripravljeni, zagotovo bo potrebno nekaj športne sreče, potrebno bo dati vsak svoj maksimum in mislim, da v soboto lahko računamo na A-finale. Zatem bomo pa delali plane, kako in kaj naprej v A-finalu. Največ se razumljivo pričakuje od Gajserja, ki je v pravem tekmovalnem ritmu, predvsem pa želen vrhunskih rezultatov. Makovčan bo tekmoval v razredu MXGP. Prihajam v dobro formo. Čeprav se sezona zaključuje, za mene je občutek, kot da se je prav začela, ampak tak je. To je res olimpijada v našem športu in v čas mi je vedno nastopati in braniti slovenske barve na takih velikih tekmah. Kar nekajkrat sem že to v preteklosti kar dobro naredil in upam, da bo to leto isto. Jan Pancar, ki je imel v zdaj že končani sezoni svetovnega prvenstva razreda MX2 nekaj smole, bo imel v Franciji še eno priložnost, da dokaže, zakaj ima veliko motokrosistično srce. Ta ena tekma, ki je kot ekipa, je zmeraj dobro vzdušje in se zmeraj dobro podpiramo med seboj in zmeraj dobiš, se mi zdi, da še tiste malo dodatnega boosta, da daš še več od sebe in mislim, da lahko res naredimo dober rezultat. Po odpovedi Jake Peklaja zaradi poškodbe je mesto v reprezentanci dobil Miha Bubnič, ki je prvič dobil priložnost nositi dres z državnim grbom. Nekaj nervoze je prisotne, a mu bo ta v konkurenci MX Open služila kot dodatna motivacija. Tihem upam, seveda, da se kvalificiramo, da pridemo do finalne A dirke in da dokažemo, da smo Slovenija ena prava država, sicer smo malo manjša, ampak da zmoremo tudi tak nastop in absolutno brez poškodb. Lani je bila slovenska izbrana vrsta prisiljena izpustiti nastop na pokalu narodov, predlani pa je osvojila 24. mesto. Najboljši dosežek Slovenije na tradicionalnem in spoštovanja vrednem tekmovanju je 9. mesto iz sezone 1998. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Idrija bo gostila zadnjo letošnjo dirko državnega prvenstva v trialu. Mojstri lovljenja ravnotežja bodo premagovali ovire na 4. dirki sezone. Znani bodo stari, novi državni prvaki. Na stezi v Vrtojbi se bo 6. dirko letošnje sezone mini cestno-hitrostnega motociklizma zaključilo dirkaško leto 2023. V 6 od skupno 7 tekmovalnih razredih bo padla odločitev, kdo bo državni prvak. Legendarno dirkališče Grobnik bo prizorišče zadnjega boja za naslov prvaka v cestno-hitrostnem motociklizmu.
Če v razredu Superbike praktično že odločeno, so v razredu Supersport 600 v igri za končno zmago kar 3 dirkači. Francoski Ern bo gostil zaključek motocross sezone, na pokalu narodov bo nastopila tudi slovenska reprezentanca.